All for rainbow. 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 All for Rainbow je nazaj z novo svežo epizodo. Tokrat je moja gostja Teja, ki je vodja projekta Medvrstniška podpora za LGBTIQ plus mlade osebe. Na kratko nam bo predstavila, kaj projekt sploh je, zakaj se ji zdi pomemben in zakaj naslavljati točno mlade osebe, ter kje vidi prednosti ravno v medvrstniški podpori. Na koncu pa nam bo še povedala, kako se lahko prijavimo kot uporabnice-uporabniki ali kot prostovoljke in prostovoljci, ki podporo nudijo. Projekt Medvrstniška podpora za LGBT plus mlade je solidarnostni projekt, ki se osredotoča na podporo mladim LGBT plus osebam in vsem tistim, ki se glede svoje spolne usmerjenosti ali pa identitete še iščejo. Poteka preko individualne neformalne podpore, ki je strokovno podprta. Naša glavna vizija je doseči višjo raven varnosti in občutka sprejetosti pri mladih LGBT plus osebah, ki mogoče potrebujejo podporo pri sprejemanju lastne spolne usmerjenosti oziroma identitete, pa tudi doseči tiste LGBT plus osebe, ki to vrstno podporo potrebujejo, ampak do nje nimajo dostopa ali pa nimajo informacij, da to sploh obstaja. Poskušamo tudi prispevati k decentralizaciji različnih oblik podpore za LGBT plus skupnost, ki se trenutno izvajajo predvsem v Ljubljani. Poleg tega želimo informirati tudi LGBT plus mlade osebe v različnih oblikah podpore, druženjih, drugih aktivnosti, ki se osredotočajo specifično na LGBT plus mlade. Kdo smo v projektu? Prostovoljke in prostovoljci so skupina izjemno topnih LGBT plus oseb, ki izhajajo z zelo raznolikih ozadij in izkušnjami iz osebnega življenja in študijskih smeri, ki so ustrezno usposobljene za nudenje neformalne medvrstniške podpore. Moja vloga pri tem projektu je, da prostovoljke in prostovoljce spremljam, jih podpiram prek različnih oblik usposabljanja in mentoriranja. Delamo predvsem po principu 1 na 1, z namenom, da so ustvari varen in zaupan odnos, ki služi na eni strani kot nova, včasih celo korektivna izkušnja za mlado LGBT plus osebo. Včasih je to glavni vir podpore, velik pomen in fokus podajamo tudi na vključevanje v skupnost, na povezovanje, na krepitev moči za bolj aktivno participacijo v skupnosti in soustvarjanje skupnosti. Podpora za LGBT plus mlade se mi zdi pomembna, ker veliko mladih sploh če niso na faksu ali pa živijo v okoljih, ki jih niso sami izbrali, recimo šola v manjšem kraju ali pa živijo doma ali v okolju, ki ni varno in podporno. Mladi nimajo vpliva nad tem. Pri medvrstniški podpori ustvarjamo pa prostor, kjer lahko raziskujejo svojo spolno identiteto ali pa spolno usmerjenost ali pa druge s tem povezane teme ali pa tudi druge teme. Za nenormativne mlade, ki živijo v takšnih okoljih, običajno ni prostora oziroma ni mesta, ki ga najdejo zase, kjer bi čutili pripadnost ali pa kjer čutijo dovolj ljubezni, varnosti, tudi gotovosti, da so lahko take in take, kakor so, kakor mislijo o sebe, kakor čutijo o sebe, kakor tudi izražajo o sebe oziroma bi se želeli izražati, če bi se lahko. Mladi običajno tudi nimajo toliko resursov, kakor starejši ljudje praviloma, recimo od financ, poznavanja svojih pravic, mobilnosti, možnosti institucionalnih in nekaterih drugih oblik podpore in pomoči brez privoljenja staršev sploh. Tudi odvisnost od staršev je pogosta in razna pogojevanja in izsiljevanja in preprečevanja in utišanja vseh LGBT tem, take stvari. Nasploh v času pandemije recimo so marginalizirane skupine veliko bolj ogrožene, kriza bolj vpliva nanje, več je težav v duševnem zdravju, več je suicidalnosti, brezdomstva. Za LGBT plus mlade je sploh značilno, da se razkrijajo najprej vrstnikom in potem staršem. V času pandemije pa je veliko LGBT plus mladih v situaciji, kjer veliko časa preživijo doma z družino in dom za veliko LGBT plus mladih ni varno ali pa suportivno okolje. Hkrati pa imajo tudi predvsem možnosti stika z vrstniki, ki pa so njihov najmočnejši podporni sistem. Tudi ta vidik zelo upoštevamo in se nanj odzivamo z vsebinami medvrstniške podpore, tako da omogočamo online stik. To je lahko preko Zooma ali pa chat za tiste, ki nimajo varnega okolja, da bi na glas govorili o teh temah ali z kakršnih koli drugih razlogov ne želijo pred kamero ali uporabljati svojega glasu. Delamo pa tudi na decentralizaciji, tako da poskušamo povezati prostovoljke in prostovoljce z uporabnicami, uporabniki, ki so geografsko blizu, da se lahko tudi srečajo živo. Še ena prednost medvrstniške podpore je tudi vsebina projekta. Pri raziskovanju, odkrivanju, oblikovanju specifične spolne identitete ali pa spolne usmerjenosti in pri raznih procesih, ki pridejo zraven, ti ne more toliko strokovnjak pomagati ali pa heteroseksualen prijateljica, ker niso usposobljene in ali nimajo te podobne izkušnje. Medvrstniška podpora je pa glih nekaj vmes in pokrivamo to sivo cono. Projekt je res fokusiran na deljenje izkušenj, da lahko govoriš in se pogovarjaš o tem, kaj se ti dogaja in kako se ti dogaja predvsem.
Zakaj ravno fokus na mlade osebe? Predvsem, ker so mladim pomembna podpora v deljenju izkušenj in mladi še nimajo toliko izkušenj, kako živeti kot LGBT plus oseba v svetu. Tudi ni pomembno samo, kam se lahko obrneš za neko podporo in pomoč ali za nek dogodek ali informacije. Pomembno je tudi, kako do tja prideti. Recimo, če ne poznaš nikogar v organizaciji ali v nekem prostoru, ali če se moraš s tem, ko vstopiš v prostor, avtirati, je velikokrat lažje, da prideš z nekom, ki ga poznaš, z nekom, ki se počutiš varno, nekomu, ki zaupaš. Pomembno se je tudi pogovarjati z nekom o tem, kako je živeti specifično nenormativnost, recimo v šoli, na faksu, na ulici, ker to vpliva na različne dele življenja in za mlade je ravno to specifično, da nimajo še toliko izkušenj, kako to handlati na vseh področjih življenja. Za proces odkrivanja lastne identitete seveda ni nujno, da se to dogaja v mladosti, je pa zelo pogosto. Fokus na mlade je pomemben tudi z vidika vključevanja v skupnost, ker mladi iščejo prostor v svetu, ki je dovolj, kako bi rekli, normativen za njihovo nenormativnost ali pa dovolj vključujoč, stabilen, varen, da imajo prostore, kjer ne izstopajo ravno v vsem, oziroma da se to izstopanje upošteva, ne pa kaznuje, da se nenormativnost praznuje, ne pa skriva. Raznolikost nas konec koncev vse bogati. Prijavite se lahko na njihovi spletni strani pod zavihkom podpora, medvrstniška podpora, ali v Instagram opisu profila imate povezavo, ali napišete sporočilo na Instagramu ali na Facebooku, tudi na letaku, če skenirate QR kodo, vas direkcija poveže. Potem izpolnite obrazec, napišete ime, ki ga hočete, da ga uporabljamo za vas, zajemek, starost, o čem se želite pogovarjati, kaj vam je pomembno pri prostovoljcu ali prostovoljki, s katero se boste pogovarjali. Napišete tudi, kje imate lahko srečanje, ali bi imeli online, na Zoomu, na chatu, v katerem kraju. Označite tudi, če se soočate s kakšnimi težkimi temami, ki so naštete in jih samo odkljukate. Je 5 vprašanj, ni pa to kriterija, boste del programa ali ne, to je samo to, da vemo. Potem te pa kontaktira prostovoljka oziroma prostovolec, se dogovorite za srečanje ali v živo. Kot prostovoljka pa se prijavite preko maila, kjer se predstavite, napišete, zakaj se priključujete k projektu. Potem bomo imeli krajše usposabljanje o tem, kako se pogovarjati o LGBT plus temah, kako vzpostaviti in vzdrževati varen odnos, kakšni so primerni odzivi na raznolike situacije, kako se pogovarjati tudi o težkih temah, kako tudi postavljati meje in na odnosni in vsebinski ravni. Torej prvo, kako se posluževati neke transparentne komunikacije, že takoj na začetku sodelovanja postaviti jasen dogovor o svoji vlogi, kdaj in na kakšen način ste na voljo, za kakšne vsebine. In to je tisto drugo, da s težkimi temami kot prostovoljke in prostovoljci v projektu ne delate, se ne poglabljate, torej ne delamo neke psihoterapije ali svetovanja. Delamo bolj tako, da se naučimo, kako pa se odzvati na teme, ko in če pridejo ven, kako biti s človekom, kakšni so primerni odzivi, kako vprašati človeka, kaj potrebuje in na kakšne načine se mu v tem lahko pridružimo. In šele potem raziskujemo, če je to potrebno, kam se lahko oseba vse obrne, da bi dobila strokovno oziroma ustrezno podporo za te izpostavljene teme. Naprimer, če gre za nasilje ali pa za težave v duševnem zdravju ali pa za kakšne druge stiske, ki zahtevajo mogoče več pozornosti in odzivov. Pri vsem tem sem vam tudi jaz kot mentorica na voljo na različne načine. Po vsakem srečanju napišete kratko poročilo oziroma refleksijo o tem, kaj se je na srečanju zgodilo, naprimer, kje so bile teme pogovora, kako ste se vi počutile, kako se je situacija razpletla, kakšni so premiki, kakšne so mogoče ovire in dileme v odnosu. In na te zapise vedno dobite moje komentarje in povratno informacijo. Kadar gre za težje primere ali pa se vam odprejo kakšne osebne vsebine ali pa vas zanima, na kakšne vse načine bi se še lahko odzvale, se velikokrat slišimo tudi preko Zooma. Imamo redna srečanja, ki so in skupinska in individualna, kjer imate prostor za vsa vprašanja, skrbi pa tudi za podelitev dobrih izkušenj, kaj vse je šlo dobro, da poročate o teh edinstvenih izkušnjah, ko so naredili velike spremembe, tudi da ena z drugim delite pač recimo, kako je vam delati, kakšne imate izkušnje, tako da se malo pogovarjamo o tem. Tega je v projektu res veliko, povratne informacije prostovoljk pa prostovoljcev, uporabnic in uporabnikov so izjemno ganljive, tako od občutkov pripadnosti, sprejetosti, povezanosti, vključenosti, tudi slišanosti, do občutka, da nekam spadajo, da niso same in sami, do pomembnosti tudi spoznavanja novih ljudi, skupnosti in navezovanja novih stikov. Tako v projektu medvrstniške podpore je res prijetna atmosfera, zelo je močen občutek skupnosti, skupaj gremo čez težke stvari, smo si v oporo, praznujemo lepe stvari in premike in spremembe, iščemo nove možnosti in priložnosti, sploh tiste in tam, ki so nam velikokrat onemogočene ali pa celo odzete. Tako, res na kratko soustvarjamo skupnost zase in zelo toplo vabljeni vse in vsi, ki želite biti del teh čudovitih vsebin. Hvala, Teja, za vse tvoje odgovore.
In hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili z nama in se slišimo v naslednji epizodi. Čau! All for rainbow. 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 All for rainbow.